Lep pozdrav! Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite v mestu, kjer vsakdanja rutina postane, prava pustolovščina. To ni znanstvena fantastika, ampak bežen pogled v Protopijo. Kraj, kjer je življenje samo po sebi doživetje in vsak vogelj skriva nekaj novega. Pa poglejmo, kako je videti to mesto prihodnosti. Začnimo z enim vprašanjem, ki res da misliti. Kaj, če bi bilo mesto, v katerem živimo, zasnovano kot en sam velik živ tematski park? Kaj bi se zgodilo, če bi pot v službo pomenila več kot samo prometno konico, ampak morda potovanje skozi interaktivne pokrajine? No, to je ideja, ki jo bomo danes raziskali. Pojasnimo, kaj Protopijo sploh dela tako posebno. Ne govorimo o neki popolni utopiji. Protopijo je nekaj čisto drugega. Je projekt, ki se nenehno razvija. Je mesto, ki sprejema svoje napake in se iz njih uči. Predstavljajte si, kot da bi en poglobljen digitalni svet užival, kjer je cilj napredek, ne pa popolnost. Naše potovanje se začenja kar na ulicah, v samem srcu Protopije. Tukaj ceste niso samo poti od točke A do točke B, zasnovane so kot interaktivna doživetja, ki vsakdanje opravke spremenijo nekaj izjemnega. Pred nami je glavna ulica, ki je morda videti znana vsem ljubiteljem tematskih parkov. Ampak tukaj je ključna razlika. Tole ni samo kulisa. Vsaka trgovina, vsaka kavarna je resničen, delujoč posel. Tukaj se odvija pravo življenje, le da je postavljeno sanjsko okolje. Torej, kako je videti en tak dan? Pek recimo uporablja 3D tiskalnike za peko kruha v obliki Mikija miške, medtem ko kontaktne leče z obogateno resničnostjo pripovedujejo zgodbo vsake sestavine. In kar je najbolj zanimivo, sistem ni popoln. Včasih se zgodi kakšna napaka, recimo namesto Mikijevih ušes se na kruhu pojavi Thanosov prst. In te posebnosti se tukaj proslavljajo, so opominek, da je Protopija živ, razvijajoči organizem. In ko gremo naprej, vidimo, kako se to prepletanje nadaljuje. V središču mesta, namesto klasične mestne hiše, stoji Avengers Campus. Ampak to ni zaprt park, popolnoma je vključen v urbano tkivo, odprt za vse. Znotraj kampusa Stark Industries ni le nek napis na stavbi, to je dejanski inovacijski center, kjer inženjerji razvijajo medicinske eksoskelete. Vsak petek zvečer pa nebo oživi s spektakularnimi bitkami z droni. In za tiste najbolj pozorne obstaja skrita skrivnost. Če stojite na točno določenih koordinatah, bo telefon začel predvajati filmsko glasbo, popolnoma usklajeno s predstavo. Res čaroben trenutek, skrit vsem na očeh. Zdaj pa poglejmo navzgor. V Protopiji nebotičniki niso samo stavbe. Vsak je svoj vertikalni svet z edinstvenimi tematskimi parki na različnih nivojih. Predstavljajte si, da se povzpenete na vrh ene stavbe in tam najdete streho preoblikovano v svet iz filma Tron. Celotna tla so en ogromen led zaslon in med tekom za sabo puščate svetlobno sled. Ko se ustavite, pa se vse skupaj spremeni v miren meditacijski vrt z glasbo iz filma. In to kaže na neverjetno raznolikost Protopije. Samo nekaj ulic stran najdemo popolno nasprotje. Solarpunk Eden. To je v bistvu vertikalna kmetija, kjer so paradižniki gensko spremenjeni tako, da se svetijo v temi. Okus je isti, ampak izgledajo kot majhne žareče meduze. Kmetijstvo kot umetnost. Ta koncept se seveda širi tudi v predmestja. V Novem Sidneju recimo imamo cyberpunk sosesko, kjer fasade hiš spreminjajo barvo glede na razpoloženje prebivalcev. Tik zraven pa je solarpunk vas, kjer ni avtomobilov, ampak za prevoz skrbijo prijazni robotski kenguruji. Dobro, vse to je super, ampak kdo je arhitekt za vsem tem? Kdo to oblikuje? Odgovor je pravzaprav preprost. Prebivalci sami. Poglejmo, kako skupnost aktivno sooblikuje svoj svet in skrbi, da se Protopija razvija v skladu z njihovimi željami. Sistem je genialno preprost, imenuje se sistem Protopija točk. Če opazite težavo, recimo zamašen odtok ali premočno neonsko luč, jo prijavite in si prislužite digitalno točko. Zberete dovolj točk in lahko predlagate rešitev. O tej rešitvi nato glasuje celotna skupnost. To je v bistvu neposredna demokracija v akciji na nivoju mesta. In to ni samo teorija, res deluje. Eno navadno, neizkoriščeno parkirišče v Avengers Campusu se je spremenilo v areno, kjer se otroci učijo osnov programiranja skozi igro. Kar je bil nekoč zapravljen prostor, je zdaj ena najbolj priljubljenih točk v mestu. Vse zaradi predloga enega samega prebivalca.
Ta duh sodelovanja sproži neverjetno ustvarjalnost. Samo poglejmo dubajski sektor. Ena sama stavba, v kateri je več različnih svetov. V 50. nadstropju je arabska noč s 3D natisnjeno hrano. Posmemo se v 100. in smo v kantini iz Vojne zvezd. In v 150. meditacijska soba, ki poustvarja megleno atmosfero iz igre Silent Hill. To je res dokaz brezmejne domišljije prebivalcev. Dobro, ampak kaj poganja to mesto? Poglejmo pod pokrov. Osnovna filozofija je protopunk, kar je v bistvu zlitje dveh na videz nasprotnih si estetik, ki skupaj ustvarjata nekaj povsem novega. Tukaj lepo vidimo, kako to deluje. Na eni strani imamo solarpunk, drevesa, katerih listi delujejo kot sončne celice in pločniki, ki proizvajajo energijo z vsakim korakom. Na drugi strani pa cyberpunk, podatki tečejo po ulicah kot neonske reke, posod so hologramski oglasi. Skupaj ustvarjajo okolje, ki je hkrati trajnostno in izjemno tehnološko napredno. Seveda, v takem mestu avtomobili nimajo kaj iskati, so preteklost. Prevoz je rešen s Hyperloop tramvaj, ki v manj kot 2 minutah prepelje potnike iz enega tematskega okrožja v drugega, z letečimi taksiji in celo s kolesarskimi stezami, obešenimi med nebotičniki, ki ponujajo res spektakularen razgled. In za konec pridemo do najbolj igrivega elementa protopije. Mesto je namreč polno skritih presenečenj, tako imenovanih velikonočnih jajc, ki čakajo, da jih nekdo odkrije. Ste pripravljeni na lov? Recimo, s telefonom poskenirate enega od tistih bioluminescentnih paradižnikov in odklenete skrito igro v obogateni resničnosti, v kateri igrate kot Groot in skrbite za mestne vrtove. Majhno presenečenje, ki vsakdanji rutini doda kanček čarovnije. Ali pa tole. Ustavite svoj električni skiro na točno določenem križišču, natanko ob 3:33 zjutraj. Za 1 minuto se bo skiro preobrazil v svetlobni motor iz strona in za seboj pustil svetlečo sled. Trenutek čiste znanstvene fantastike, ki jo živi sredi noči. In kar je najlepše, ti skrivnosti lahko ustvarja kdorkoli. Neka babica je na primer ustvarila recept v obogateni resničnosti, ki se prikaže na napravah šele, ko senzorji v bližini zaznajo vonj po njenih sveže pečenih piškotih. To je tista osebna nota, ki mesto naredi zares domače. Torej, če potegnemo črto, kaj je glavno sporočilo? Protopija ni končni cilj, je nenehno potovanje. To je mesto, ki ga ne opredeljuje popolnost, ampak njegova zmožnost, da raste, se prilagaja in se uči svojih včasih zabavnih, včasih nenavadnih napak. In s tem se naša predstavitev zaključuje. Protopija nas vabi, da nismo le prebivalci, ampak tudi ustvarjalci. Zato pravo vprašanje na koncu ni, ali bi živeli v takem mestu, ampak katero bi bilo prvo velikonočno jajce, ki bi ga skrili vanj.